Tako, spoštovani obiskovalci, vem, da takole odprto poslušate, da ste hvaležni, da imamo danes v naši družbi patra Karla Gržana. In pater ima tudi ob vsem tistem, kar je povedal, en poseben čut in smisel za humor. Vlastno ironijo. Ironizirati je treba, ne? Torej, ker oni hočejo, veste, manipulanti hočejo, da jih jemljemo resno, da imamo znanstvene konference, ne? Da oni bojo sami financirali zbornike, vse to bo, ne prenesejo pa, da jih ironiziramo, ne? To pa ne prenesejo, takrat se pa čutijo nagi. Ampak vaja, danes ni tema o ironizaciji, to sem imel včeraj v Vitanju sem imel včeraj, ampak je danes tema pač druga in vaja za ironizacijo se začne pri samoironizaciji, ne? Da dovoliš, da te dejansko življenje sleče v pristnost, ne? Je rekel gospod, ki snema, zaradi katerega gledate ta posnetek, je rekel, da je tisto, kjer sem v Okonini, kjer sem povedal. V Mozirju je bilo. Ja. Ne, da ti so imeli zelo radi, ker sem povedal dogodek ali dva iz svojega življenja. Zdaj bom pa povedal enega, ker smo v velikonočnem času, bolj velikonočnega, bom povedal najbolj grozno veroučno uro mojega življenja. Tako grozna, jaz sem sicer tudi zdaj moker, ampak če bi tudi bil zdaj še nič moker, bi se še vedno spominil na to začel potiti. Kaj je bilo? Veste, ko končaš šolo, pač misliš, da si strašno pameten in jaz sem bil, ne da sem si mislil, jaz sem to vedel, ne? In potem sem pač, veste, tako mi je bilo fajn, ne? Tudi kar dobre ideje sem imel, recimo pred veliko nočjo, kako otrokom razložiti simboliko velikonočnih jedil, ne? Še zdaj se spomnim, to je bila na Ptuju, učilnica tam spodaj, 1. razred, poslušaj, jaz jim govorim slikovito, gnjevito, ne, dam ven hren, poglejte otroci, hren, zakaj ne samo hren, po obliki nas spominja na žebu, če ga poskusimo, kaj peče kot Jezusove rane in tako naprej. In pa sem prišel do pirhov, največji simbol otroci velikonočnega časa pa je pirh. Zakaj otroci? So gledali. Glejte, tako kot piščanček prekljuje jajčno lupino in pride v življenje, tako je Jezus premagal grob in smrt in nas obudil v življenje. Tako sem se dopadel sam sebi. In se je oglasil en otrok in je rekel, zdaj pa vem. Sem si mislil, seveda ve. Po tako dobri razlagi in se rekel, no, pa ponovi, kaj zdaj veš. In je on začel. Zdaj pa vem, kako sem jaz prišel na svet. Ati je dal eno jajco mamici, mamica je to jajco vzela, ko je jajca v njej zrasla, je šla pa me zvalila. Sem vedel, da gre v napačno smer, ampak še preden sem uspel ustaviti, je žena deklica vprašala, kaj moj ati je imel 5 jajc? Je bilo 5 otrok. In takrat sem zatulil tišina. In otroci so utrpnili. Zakaj? Glejte, čistim je vse čisto. Čistim je vse čisto. Če ima kdo v tem problem, pomeni, da nima nekaj razpucano. Čistim je vse čisto. Jaz sem, ko so tisti otroci me prestrašeno gledali, ker sem res zatulil grozno, mi ni bilo lahko, ne? Ampak, kaj sem hotel, ne? Pol pa je le en otročiček dvignil roko, pa je rekel, a vas žih nekaj vprašam? Sem rekel, vprašam. Je rekel, a vi še imate obe jajci? In se je oglasila ena deklica, ki se je malo bolj spoznala na cerkvene zadeve in rekla, on ima še obe, ker ne sme imeti otrok. Grozno. In veste, kaj je bilo še grozno? Da so se začeli zunaj pred učilnico zbirati starši, ker so pač prišli.
po svoje male otroke in mene sam po glavi govori, rojil, kaj bo zdaj otroci povedali staršem. In začnem ognjevito ponavljati, kakor piščanček, tako Jezus, kakor piščanček, tako Jezus, ampak niso me več poslušali. Saj veste, otroku je v neki stopni, dovolj pa te več ne posluša. In pa smo molili zaključno molitev in jaz sem potiho rotil Boga, naj vendarle otroci pozabijo čisto vse, kar smo se učili. Ampak veste, Bog ni naredil čudeža. Letijo otroci ven in že slišim eno mamico, ki sprašuje, kaj ste se pa danes lepega učili? Pa reče en otrok, o jajcih. Pa reče mamica, o velikonočnih. Je rekel otrok, ne, o atijevih. Čist poten sem od toplote, ampak tudi ob spomin. Še vedno nisem čist predelal. Ja. Sam veste, smeh osvobaja. Ja. Ja. No, takole, ta sproščenost je spodbudna, zdravilna, koristna in hvala Bogu, da smo živi, da lahko vse to tudi. Pa da nas vrača k pristnosti, to nas vrača k pristnosti, veste, pardon.